Svetniki Državnega sveta Republike Slovenije smo danes podprli predlog zakona o Kobilarni Lipica. Namreč predlog zakona spreminja sedanje organizacijsko obliko podjetij na kompleksu Lipica. Vemo, da imamo danes na kompleksu Lipica dva pravna subjekta, ki med seboj nikakor ne moreta najti skupnega gospodarnega jezika. Predlog pa se nanaša na to, da bi se spet povrnilo stanje, ki je bilo v letu 2006. In sicer, da bi iz dveh pravnih subjektov nastal en pravni subjekt, s čimer bi tudi tisti del, ki se danes v okviru javnega zavoda ukvarja z konjerejo, pridobil tudi komercialno pravico in lahko tudi svoje storitve tržil. S tem bi si seveda pridobil dodatne vire sredstev, ki bi jih lahko namenil tako za investicije kot tudi za poslovanje. Sprememba, ki jo pa zakon predvideva, pa je še v nečem, in sicer iz sedanjega nadzora ali pa pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo celoten kompleks Kobilarne Lipica prehaja pod Ministrstvo za gospodarstvo, s čimer so nam danes predstavniki tako vlade kot tudi poslanske skupine SMC-ja zagotovili, da je to dobra podlaga za boljše gospodarske razmere na kompleksu Lipica. Vsekakor pa je v ospredju skrb za konja lipicanca, ki je ponos in osnova naše kulturne dediščine. Državni svet je na današnji seji sprejel predlog poslanske skupine za vpis pravice do pitne vode v ustavo. Sprejetje je bilo pričakovano, saj ta predlog ustavne spremembe vsebinsko povzema pobudo, ki jo je Državni svet dal že leta 2013 in tudi razlaga strokovne skupine, ki je delovala v okviru ustavne komisije, se sklada z našimi videnji. Potrditev je pričakovana, ker je strokovna komisija povzela bistvo tega, kar je Državni svet v svoji pobudi dal, in tudi razlogi za sprejetje te ustavne spremembe so enaki kot prej. Pritisk trojke še vedno vztraja, Evropska komisija ni sprejela zakonov, ki bi jih morala na podlagi odločitve Evropskega parlamenta, ki je bila spet sprejeta na podlagi civilne pobude, Evropske civilne pobude Right to Water, in zato so razlogi praktično nespremenjeni. Je pa pokazala razprava že na komisiji, da bo ustavna sprememba oziroma dopolnitev ustave prinesla precej sprememb tudi na drugih zakonih, predvsem na zakonu o varstvu okolja, zakonu o vodah, zakonu o financiranju občin in še na nekaterih, kar pomeni, da čaka vlado kar precej dela, če bo ta ustavna dopolnitev seveda sprejeta. Pričakujemo pa, da bo sprejeta, ker je gospa Bratuškova poudarila, da zaenkrat vse poslanske skupine podpirajo to spremembo, vendar če bo sprejeta pobuda, bo to le ena od bitk javnega interesa proti kapitalu v vojni, ki jo pa se bojim javni interes izgublja. V Državnem svetu smo na svoji 40. seji imeli predstavitev našega posveta, kjer smo govorili o drugem tiru. Na posvetu je bilo precej ljudi, ki so odločali in ki odločajo in ki bodo odločali o gradnji drugega tira. Direktor železnic, gospod Mes, direktor Luke Koper, gospod Matič, minister za infrastrukturo, gospod Peter Gašperšič, pa financarja, gospod Dragonja, pa profesor Jožef P. Damjan, gospod Mirošič, ki je napisal pomemben prispevek v sobotno prilogo Dela, kdo bo prvi v pristaniščih uspešen, in tako je prišlo do izraza, kje smo z projektom drugega tira. Res, da bi ta drugi tir že v lanskem letu, v mesecu decembru, moral biti zaključen. Vendar pripravljena je že vsa zakonodaja za ta tir, odkupljena zemljišča in tudi ta
posvet je prispeval k temu, da so se aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem aktivirale. Seveda, slovensko gradbeništvo danes ni v taki fazi, kot je bilo nekdaj, da je sposobno marsikaj zgraditi. Prav tako financiranje tega projekta ni še dorečeno. Cene so si tako različne in v zadnjem času je to Jožef P. Damjan močno analiziral, koliko je dejanska cena izgradnje tega drugega tira. No, če nadaljujemo s tem, se bo to v prihodnjem času aktiviralo. Vlada oziroma predsednik vlade stoji za tem dogajanjem, posebno, ker se je tudi zgodila že prva neprijetnost, da so Madžari svoje izdelane avtomobile odpeljali v Hamburg. In to daje Slovencem misliti, končajmo ta naš načrt z drugim tirom. Jaz želim, da bomo tukaj uspešni in aktivni in da bo tudi ta dejavnost okrog drugega tira ena poživitev in združitev slovenskega